V današnjem evangeljskem odlomku Jezus svojim učencem govori o drži, ki jo morajo imeti glede dokončnega srečanja z njim. Razloži, kako mora pričakovanje tega srečanja spodbujati k življenju bogatem z dobrimi deli. Med drugim pravi: prodajte svoje premoženje in dajte v Boga ime. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. To je povabilo, da damo miloščini pomen dela usmiljenja in da ne polagamo svojega zaupanja v minljive stvari, temveč da jih uporabljamo brez navezanosti ali sebičnosti, torej po božji logiki, logiki pozornosti do drugih, po logiki ljubezni. Mi imamo lahko toliko stvari, smo navezani na denar, a na koncu jih ne moremo nesti seboj. Ne pozabite, da potni prt nima žepov. S temi besedami je papež Frančišek začel razlagati evangeljski odlomek 19. nedelje med letom z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Sveti oče med opodanskim nagovorom še dejal: L'insegnamento di Gesù in questo Vangelo prosegue con 3 brevi parabole sul tema della vigilanza. Jezusovo poučevanje se nadaljuje s 3 kratkimi prilikami o čuječnosti. Prva je prilika o služabnikih, ki po noči pričakujejo gospodovo vrnitev. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel čuječe. Je blagor z vero pričakovati gospoda, biti pripravljeni z držo služenja. On se vsak dan pojavi, trka na vrata našega srca. In blagor tistemu, ki mu bo odprl, saj bo dobil veliko povračilo. Gospod sam bo namreč stregel svojim služabnikom. Zelo lepo povračilo. Na veliki gosti v kraljestvu in bo on stregel. S to priliko, postavljeno v nočni čas, Jezus nakaže naj bo življenje dejavno čuječe pričakovanje, ki najavlja svetav dan večnosti. Da pa lahko pristopimo, moramo biti pripravljeni, čuječi ter zavzeti v služenju drugim, s to lažečim pogledom na onkraj, ko ne bomo več mi služili Bogu, temveč nas bo on sprejel za svojo mizo.